japonščina ima drugačen jezik, je spet svoje poglavje. To je drug jezik, Marko, veš? Lahko rečem, da ni indoevropski jezik in zato je tudi vrstni red obraten, ker je prišel bolj iz te otoških plemen, torej bolj jezik, bolj pa to je iz te Indonezije, pa ti smeri gor. Tako da je v bistvu šlo gor po te japonski ta jezik in potem so prevzeli kanžije in pismenke od kitajskega jezika, ki ima svoj sistem in zato se kitajski, in zato je tak čuden jezik, kjer imaš ta črkovni sistem, ki ni custom narejen za japonščino, ker ima sistem bližji. Havajščina je bliže japonščini, kot je kitajščina, ne? Wow. In zato je japonščina taka mešanca jezika, kjer imaš kitajska pravila ugrajena v to japonščino, ki ima bolj teh otoških južnih jezikov in zato so mogli iz kanžijev narediti katakano in hiragano in svoj sistem. Zato da lahko, ker kitajščina nima veznikov. Nima členkov, veznikov in teh umestnih besed so zelo tako efficient, imajo glagole, predelnike, samostalnike in teh stvari, ampak nimajo teh umestnih takih vague besed, veznikov, kot jih imajo drugi jeziki in zato so rabili svoje črke, zato da lahko te veznike napišejo in uporabljajo hkrati hiragano in kanžije. V pisani besedi. Ko pa govorijo, imaš pa polno eto, ano, sono. Res vezniki so res potem odvečni. Če gremo še bolj v detajle, kanži ima dva načina branja. Eno je onyomi in eno je kunyomi. Onyomi je v bistvu pojapončena verzija kitajske izgovorjave besede, kunyomi je pa japonska verzija izgovorjave. In potem glede na kombinacijo besed, odvisno, če ima izvor bolj kitajski, veš bolj v onyomi, če imaš pa res tak japonski izvor nekega izražanja, pa bolj kunyomi. Se že številke ne imajo, pač ichini sanshi, ichini sanshi je kitajska? Ne, to je japonsko. A ni, kako je pa? To. Ne, to je korejščina. Kako je potem? Kak je potem japonsko? Kaj? Ne, kako je potem kitajsko branje tega ichini sanshi? 4 imaš lahko ši ali pa jon, ne? In isto 7 je lahko šiči ali pa nana. Šiči ali pa nana je samo zato, ker ši pa jon je ši ali pa jon in ši pa šiči sta preveč blizu in zato imaš jon ali pa nana, ko hočeš pojasniti. Zato imaš dva izraza, ker sta te dve besedi preblizu, se mi zdi. Nimajo pa za vse številke, mislim, da svoje besede. Mislim, da je samo 4 pa 7. Što v tacomicu je, ko šteješ. To so, pa imaš različne predmete, se šteje na različen način. Recimo avtomobile, mislim, da pa ne dolgi, pa kratki, pa take. Iko. Niko. To je pa dolgo, je pa ipon. Dolgo. Sanhong. Por je ipon. Jabolko je iko. Pa pomaranče mislim, da se drugače šteje. Pomaranče je iko. Iko, ja. Iko, sanko, jonko. Oziroma, kaj ima nami, te tangerine, kaj že ima? Mikan. Mikan je samo ime sadja. Sej. Ampak je, razumem, kaj, hitocu, vtacu, mitsu, pol je še ta. Ne vem. Na pamet ne vem. Vem veliko lingvistiki zaradi moje mami, ampak ne vem pa vsega. Ker pozabim, gre klenot, ker ga vem. Ali pa, ko začneš nekaj časa govoriti, ali pa ko se integriraš nazaj v družbo, pa ti to verjetno se zbudi spomin, ker če ne uporabljaš nekaj časa, ne vem, a sploh uporabljaš čas, to je tisto. Japonščina, jaz govorim doma japonsko z očetom in zase. Zato, ker moj oče je znal samo japonščino tekoče, zato sem bila jaz prisiljena, da govorim v japonščini doma. In zato drugi pol Japonci, pol Slovenci v Sloveniji, kjer oba starša znata slovensko, se zelo težje naučijo japonščino, zato ker lahko pri obeh uporabljajo slovenščino, ki jo tudi uporabljajo v šoli.